lepo pozdravljeni v čisto nov vlog. Danes bo pa tako precej V8 obarvana zadeva z Mustang klubom Šibamo na Hrvaško in tole je šele prva postojanka tlele v Ljubljani, na Barju smo se dobili in že tlele je, kaj povem, 15-20 Mustangov, na koncu nas bo po mojem okoli 40-50, šibamo pa v Zagreb na en American Car Meet oziroma nekaj takega v povezavi z Mustang klubom iz Hrvaške, ki smo ful dobri kolegi, tako da zdaj se naberemo, pa kar šibamo na pot. Naša prva postojanka je bila pri podjetju CNC Boršnar, kjer so nam v bistvu razkazali svoj razvoj in pa proizvodno, kakšne izdelke vse delajo, tako da to je bilo res zanimivo, ampak kar je bilo pa še bolj zanimiv, je pa tale njihova garaža. Tukaj lahko vidimo tale spreden sklop za starejše Mustange, ki so ga tudi oni razvili pa izdelali, tako da se avto res pele neprimerljivo boljš kot ostali. Tukaj not v bistvu nastajajo projekti, tako kar rečemo, za dušo, tako da tudi tale Eleanor je njihov, ampak zdaj nov projekt je pa tale oranžen fastback. Zelo mi je bilo pa tudi všeč, kako imajo dobro upremljeno tole svojo garažo. Zdaj smo ene 500 metrov pred prizoriščem, tako da se še vsi naberemo, pa gremo pa lepo v koloni, pa pazi naš spremljevalen avto. Evo, tole je pa naš spremljevalen avto za noter. Mene pa danes tole všeč, te OG pick-up traki, pa le kakšen ima to kason, da celo gasilsko klopco noter sprav, pa še je placa dost. Imel bi to tako, za enega dailija, če bi delal, da se ne bi ful kvaril, pol bi ga imel. Oj, kva je to placa, no. Zna biti, moja mama je star res hladilnik tamle not. Čist hudo, no. Pa špego, ko greš špego ven. Evo ga. Na mene je tole čist hudo. GMC. Noter imaš ves luksus, kar ga rabaš. V zadnji pa proper kason. Tako da kle lahko, ne vem, 4-kolesnik daš cel not, pa to sploh ne rabi biti odprt v zadnji. Pa še ta black on black specifikacija mi je res lepa. Všeč mi je tudi zato, ker GMC-a pri nas noben nima. Dosti teh Dodgeov pa Fordov, ampak GMC-a pa skor nobenega. Če si ne želite, bom rekel, iskati rezervne dele za Shelbyja pa to, je tole super opcija, Mach-Henka, to je v bistvu najbolj hardcore Mustang, ki ga lahko kupaš v Evropi, pa imaš garancijo pa vse, s tem, da imaš precej podvozja od Shelbyja, noter imaš menjalnik od Tremeka, ki ga dobiš tudi v Shelbyju, pa v zadnji imaš isto Wing, ki je pa isto z GT350. Tako da res fajn opcija, če bi radi imeli dokaj športnega Mustanga v Evropi, pa da imaš vse pod garancijo. Z Janom čakava, če bova zadela kaj, lele lihtalo, bombolo. Jaz imam 224, Jan ima 223, evo ga. Lele smo se kola ukampirala pa avto, pa čakava, če kdo zadev, da letiva na oder. Broj 406, Peugeot 406, nagrada 278. Ki pa nemojte se srati. Pa je neka glavna nagrada, nek hotel za cel vikend, tako da ne bi se branil malo dopusta, takole. Broj 2. Sladki paket OPG Turčinović. 95. Rok, ampak lepo. 224. 224. Hvala. Lepo zdrav.
So še ta na Sveti Petar v šumi. Ajvar, drugače hudo. Ajvar. Lej pa še Ide Brita. olive sva dobila. Pa dober, dala sva 10 evrov za srečke, mislim, da sva dober pokrila investicijo. Evo, Dida Boža, shout out Dida Boža. Tale Ajvar podvrgu. Jaz v lifeu nič ne zadanem in danes evo ti Ajvar. 3, 2, 7, Jan je tudi neki zadev. 272. Kaj je to? Kaj je to? Višnov liker. Aha, evo, za popot. Dober. Kaj srečke kupali, obe dobiti. Vsega skupaj je bilo skoraj 200 avtomobilov, meni je bil dogodek res všeč, pa so pa že počasi avti začeli odhajati domov. Meni so teli pick-upi čist hudi, takoj bi imel kaj tazga, pa je bil pa tudi čas, da se tudi mi počasi odpravimo nazaj proti Sloveniji. Zdaj pa še malo nazaj v realnost, niso vsak dan Mustangi pa zmage na nagradnih igrah. Danes moram par stebrov zbrusiti, še preden vam pa pokažem trenutno stanje mojega novega stanovanja. Vas pa vzamem nazaj, ki še mesec pa pol, pa dajmo pogledati, kva smo vse vmes naredili. Aj fajn na streh. Prima. Daj, podaj. Posurfal bajto. Štile robove tako posnamemo, zato da pojka skup sede, da poj to šprano fajn takole zablendira, da se navidi teh nepravilnosti pa to. Evo, še malo pol fasada fertik. Meni je tale stil res všeč, sicer zdajle še ni noter oken, ampak pojka pridejo okna, pridejo pol še okoli detajli, tako da bo poj res lepo. Pa tale beton bom še ven stavkal, tako da bom poj lepo naredil tak robnik. Kamenčke okrog nasul, evo, klele je fasada, klele jo pa še ni, no, pa klele poj prije še terasa ven. Za danes še tisto ledilo na konc prbijemo, pa tele ta male povrh. Evo, če tole ni ta prav ranč, lepo lesena hiška, pa zraven malo konov, to je pa k v Yellowstonu, Aj preveč? To pa kar neki mi uč, kar šage v oči. Ko ste vi tole gledali, sem jaz že en steber zbrusil. Tole je v bistvu macesen in struktura, bom rekel, tele bajte. Ampak mi je tako všeč, da sem rekel, da bi rad pustil tole zadevo vidno. Malo detailinga še nuca, sploh tlele gor po robovih. Tako da, dajmo se zdaj kar lotati še pa drugih dveh stebrov, pa še malo podetailiramo tole zadevo, pa vam pa pokažem trenutno stanje mojega stanovanja in pa v bistvu še naslednjih par korakov, pa se pa lahko že vselim. Še tale steber, pa tele tramove. Ne vem sicer, koliko se bo zdaj kaj videl, kaj tale prostor kar tamen, ampak se bo pa ful dobro zdaj videla razlika med tem, ki bo skrtačen, pa med tem, ki je v bistvu tak že malo postaran. To je sam skrtačen, tlele je pa rob. Evo, tukaj dol pa je v bistvu čist naravno staran. Meni je tole, ki je krtačen, res ful bolj všeč. Tole stran moram še potegniti. Pa tlele sem tudi, evo, tole pa tole naredil. Se pa ful dobro vidi, kako je v bistvu pomemben, kakšna je osnova lesa, pa to je isti les pa vse. Pa le, kako tlele bolj vse skup letence ven pogledajo,
kakor tukaj. Pa sem isto brusil, isto časa z isto mašino, tako da to je pa pol ta lepota lesa, ki dejansko ni nobena ista, no. Ampak meni je tole res ful všeč. Bo pa v bistvu vidna sam tale zadeva, pa tele rante, tole bo pa zaprt, pa tole bo isto zaprt. Tako da bo tole v bistvu sam en tak malo bolj dekorativen element, tlele, ki boš prišel čez vhod noter. Evo ga, pa je še tale steber približen zaključen, no. Tole zdaj, ker se mašine tiče, moram pa še vse takole po robovih s kartačo, pa recimo veš takole, ki napridem čez zraven, to moram še vse na roke sfiniširati, pa tale rob pa tako naprej, ampak in general tole res kar prima zgleda. Ampak dajmo zdaj pogledati, kva smo vse naredili. Tlele so že vhodne vrata, sicer tlele še polnilo manjka, ki so na roben ga poslali, tako da tlele čakamo to. Drugače pa tale veža po večini, no, gabaritno zaključena. Še zmeraj je treba strop zapreti, še zmeraj je treba tele stene zapreti. Tlele bom verjetno tako naredil, da bo v bistvu tlele sam ravna stena, pa bom imel gor par obešalnikov, pol na teli steni zraven, bo šla pa v bistvu malo ven, ne vem koliko se vidi, ampak da bo klele v bistvu umara za čevlje, klele v zadnji bo umarca za štrom, pa že v bistvu vstopimo v ta glaven del stanovanja. Klele bo tale hodnik, tlele je moja pisarna, tole je v bistvu že označen s trakom, kako bo stena prišla, tlele boš v bistvu odprl vrata, pa stopil noter v pisarno. Na tej steni bo en prima dekor oziroma en kos, ki vam bo zelo všeč, pa naj bo zaenkrat še malo skrivnost. Klele bom imel pa takole mizo, pa razgled ven, pa monitor, računalnik, umarce, levo, desno, tako da bom lahko tlele v miru delal. Pa gremo naprej. Tole je v bistvu potem dneven prostor, izhod na teraso. Tistle sem že rekel parkrat, da moram podreti, pa še zdaj nisem. Ki mi je pač grdo, tako da imam en tak lep razgled na naravo tukaj. Dimnik imamo tudi že prištiman, zato ker tukaj pride kamin. Zato sem tudi mogel tole steno malo bolj noter umakniti, ker kamin pride nekje do takole in bi ful preveč ven štrlel. Tako da sem ga malo noter skril v steno, potem pa takole pridejo omarce direkt na tale rob, oziroma en tak regal, ki bo tukaj. Tukaj potem pa, če si predstavljate, na to steno pride pa pol tako TV. Klele bo valjda kavč, pa bomo pa klele kuhno. Tole smo zdaj zbrusili. Zakaj nismo tega zbrusili? Zato, ker ta del ne bo viden. Se bo zaprl v bistvu s knaufom, sam tale steber bo v bistvu viden. Klele nimam še čist kuhne porisane, klele pride na sred kuhne. Tole ne bo otok, bo pa nekaj posebenega, no? Tako da tole ne bo tudi zaenkrat še skrivnost. Tole pa je moja spalnica, tukaj pride z omaro zaprt, tukaj pride posla, pa spet tale steber viden. Tlele pa tudi s knaufom kar nekaj zaprt, tako da evo, takole bo pol približen tudi na tej strani lepo, bom rekel, eno tako škatlo zaprt in bo sam tale steber ven gledal. Trenutno imam tale problem, ker sem malo precenil, koliko je velika spalnica oziroma koliko je majhna. Tale črta, ki jo tukaj vidiš, je v bistvu črta, kjer tudi stena pride, no, tako da je valjda spalnica tudi ločena od jedilnice. Ampak klele, koliko je malo placa, pač ne bom se takole gužval vsak dan k posli, tako da razmišljam, da bom poslo kar tjale pač čisto v kot porinu. Edin, kar mi to pomeni, ful sem hotel imeti te viseče lučke, a veš tako dol, da je na vsako stran posle v bistvu taka viseča lučka, ampak je tlele žal malo premalo placa, tako da bom po moje tisle pospravil noter, tole poslo dajo čez levo, potem pa tole lučko malo sem, pa tlele pride en tak štorček, ena taka lepa misca, nočna omarca, kakorkoli. Ampak ja, doskrat se naredi, da takole na načrtu dobro zgleda, pa je treba kakšen kompromis narediti, ker dejansko vidiš, kako v prostoru izpade. Pa tlele imam še kopalnico, tlele je sicer kar malo temno, ampak v kopalnici imam večino kamna že položenega. Tole bo tuš noter, ker sem hotel imeti tako zelo na komod. Tlele za mano pa pride še WC. Madonna, takole gosposko bo, da ima vsak prostor, v bistvu svoj prostor. Prostor levo-desno, tukaj imaš pa špegu,
pomivalnik, pa v marcu spodaj. Največje pridobitve vam pa nisem pokazal. Največja pridobitev od zadnjič, ko sem vam kazal tole, so okna. Tako da zdaj vam povsod tudi okna že noter in je ta prostor končno tudi zaprt okrog in okrog. Tako da mi mački nanosijo stvari noter, oziroma še kakšne druge živali, boh nadej, naspijo kle not. Naslednji koraki so pa taki, tlele se je začel strop že zapirati, tako da strop se do konca zapre, potem se pa lotimo v bistvu sten okrog in pa vmesnih sten. Precej stvari imam že naročenih, ampak ja, zdaj čakamo, da se v bistvu še tele stene sfiniširajo, pa se bo pa zadeva začela kar hitro premikati. Tako da evo, en update od mojega stanovanja. Naslednjič, ko vam pa pokažem tale stanovanje, bomo pa že kar precej finiširali. Tako da toliko za danes, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!